tvoje poslanstvo nosi res veliko težo, kakor si sama si tudi že povedala. A si kdaj občutila, da imaš vsega dost? Ja. Zdaj pa dost imam in se zlomila pod težo pritiska. Ja. Prav spomnim se, kdaj je to bilo, leta 2021, ko smo po enoletni pauzi prvič organizirali tečaj kanaliziranja Celestial Inspiration. In v bistvu se je toliko ljudi prijavilo na ta tečaj, da smo potem sedele v pisarni na tleh v popolnem šoku, da je v enem dnevu se cel tečaj napolnil. In jaz sem imela pripravljeno celo promocijo, video posnetke, vsebine, ki se bodo še delile. In v bistvu smo rekli, kaj pa zdaj pa nič ni treba več dati, zato ker je tečaj že poln, ne. In se spomnim, da smo sedele na tleh in smo rekli, čakaj malo, kaj zdaj, ne? A bomo še eno skupino odprli, ker zanimanje je bilo pa še vedno veliko, a ne. In smo rekli, ok, dajmo, Tjaša boš zmogla, meni sploh ni bilo vprašanje, a bom jaz zmogla. Meni je bilo tako, če človek želi se naučiti kanalizirati, jaz bom naredila vse, kar je v moji moči, da mu bom to pomagala doseči. Tukaj je spet moje poslanstvo prišlo v ospredje, ne? A bom jaz fizično sposobna to speljati? Bom že sposobna, ne? Ta energija vodje, jaz želim ljudem dati to. No in potem smo mi speljali ta 2 tečaja, s tem, da se je v bistvu zgodilo to, da na pol poti izvedbe tega tečaja smo mogli v bistvu prekiniti. Zato, ker je iz, bomo temu rekli, višjih inštanc prišla prepoved, da ne smemo izvajati teh dogodkov. Takrat je bil COVID, a ne? Pa v bistvu ni bil res problem v tem. Čas covida, to je bil kao razlog. Ja, kar bi rekla je v bistvu, jaz sem se šele takrat zavedla, da lahko nekoga zmotiš s tem, ko si ti dobro v obdobju, ko so ljudje slabo. Ne, ljudi je motilo to, da smo mi dvigovali ljudem moralo in vibracijo in jih spodbujali, da gredo v svojo energijo vodje, zato ker, a ne, ko smo ovčke, pa ko smo v strahu, smo zelo vodljivi, a ne. Ampak ta doba gre ven, to ni več in. Ljudje prihajajo v resnico sebe, prihajajo v svojo moč. In v bistvu takrat se je bilo dejansko meni zelo, zelo težko, zato ker smo mogli dobesedno čez noč ustaviti ta projekt. Jaz sem imela pa ljudi že na pol naučene kanaliziranja. Se pravi, oni so že bili z odprtim kanalom. Jaz sem vedela, da je moja odgovornost, da jaz njih spravim do konca, a fizično se nisem mogla z njimi v živo dobiti. In hkrati pa še ta odgovornost, razočarala bom 500 ljudi. Razočarala bom ljudi, ki so računali na mene. In meni se je v bistvu cel ta vrtiljak enih občutkov zbudil, odgovornost do ljudi, tudi v času covida, ne, 1 leto prej. Jaz se spomnim, ko je se cela ta situacija zgodila, jaz sem šla najprej za 3 dni na digitalni detoks, zato da sem jaz dala iz svojega polja vse informacije, ki so krožile, in sem šla samo v svoj kanal in vprašala, kaj je moja naloga, da dam svetu v tem času. In po 3 dneh sem jaz prišla nazaj online in mi smo dajali vsebino, snemali posnetke, dajali dogodke za ston ljudem, dvigovali, ne en teden, pač celo leto, a ne. Zakaj? Zaradi tega, ker če imaš poslanstvo za opraviti, ga imaš na slab dan in na dober dan. Kolikokrat jaz pridem na oder, pa nisem najboljše. Enkrat sem zaključila partnerski odnos, dobesedno pol ure, preden sem imela dogodek. Moje srce je bilo ranjeno do konca. Ampak ko sem prišla tja, sem prižgala jedrno zvezdo, sem se nastavila in sem si rekla, zdaj pa tako, daš to na kraj, zato ker ti si tukaj, da si v poslanstvu do ljudi. In v bistvu velikokrat ljudje samo čakamo, da bodo najboljši dnevi se zgodili in v teh najboljših dnevih boš ti šel upov, boš ti prišel in dal svetu nekaj. Ne. Pač pravo mojstrstvo se pokaže, ko ti misliš, da ne moreš, pa najdeš moč v sebi in vidiš, da zmoreš, a ne. In v bistvu takrat mi je bilo najtežje to, da sem v bistvu prvič dojela, da so sile, ki blokirajo, mislim, saj dobiš polena pod noge, ne, konstantno, ampak da so velike sile, ki v bistvu želijo ustaviti moje poslanstvo in sem si vzela trenutek, da se vprašam, kako zdaj naprej.
Zato, ne, ker bi želela prekiniti s svojim poslanstvom, ampak zaradi tega, ker ne želiš pa biti v boju. Želiš biti v toku, v pretoku, v ljubezni. In mi smo potem to situacijo takrat rešili, da smo del tečaja prenesli online in seveda je bilo to pač res težko izpeljati vse. Ampak kaj sem se naučila takrat, da ne glede na to, koliko blokade dobiš, kar je prav, bo vedno podprto. In ljudje so sprejeli, so podprli, jaz, cela ekipa smo njih podprli. V bistvu, a veš, v težkih trenutkih se pokaže, koga imaš nasproti. A ne? Isto v lanskem letu, ko smo po 15 letih sem izbrala, da bom stopila v tujino. Zato, ker sem čutila, da sem dala slovenskemu prostoru v 15 letih vse. Zelo veliko. In že od nekdaj sem čutila, da je moje poslanstvo večje od tega našega prostora. In da se zavedanje mora dvigati na celem planetu, ne samo v Sloveniji. In ko sem naznanila, da zdaj bo pa vse v angleščini in da želim s kanalizirano jasnostjo doseči široko polje, a ne, preko celega planeta. Vse razen spletne šole Oracle Membership, a ne? Tako da si jim še ponudila. Ja, šola je edina prostor, kjer sem nadaljevala v slovenščini. No? In to je bil tak upor strani skupnosti. Jaz sem bila res globoko ranjena. Ranjena sem bila zaradi tega, ker sem imela občutek, da ljudje ne razumejo, zakaj jaz ta korak delam. A ne? In potem dobiš komentarje v smislu, kaj pa raba slovenskega jezika, kaj pa Primož Trubar, ki se je toliko trudil za slovenski jezik. Ja, zdaj se je pa prodala tujini, pa globalizacija, pa ne vem, kakšne entitete so me obsedle, da zdaj pa grem v tujino. Mislim, to slišiš vse in svašta, ne? In v bistvu jaz razumem, da so se določeni ljudje mogoče počutili v strahu, kaj bomo pa zdaj imeli, če ona gre. Ne? Mislim, prvič, imaš cel YouTube poln vsebin, ki smo jih toliko let ustvarjali, pridi v spletno šolo, kjer še vedno učim, opcije je veliko, ampak vidiš, da v bistvu ljudje, najbolj glasni so tisti, ki na koncu nič od tega sploh ne živijo. A ne? In jaz sem mogla v bistvu prvič sprejeti to, da si razočarala ljudi, pa kaj potem? To nič ne pove o tebi in o tvoji vrednosti. Ti si šla s tem, kar je zate klic duše. In moj klic duše je, čutim, da je moje poslanstvo s to kanalizirano jasnostjo premikati množice preko meja Slovenije. In to nima nobene veze z denarjem. To ima vezo z tem, koliko velika je moja duša. In težko je, ti zgradiš v 15 letih skupnost. Marsikdo mi je rekel, si zmešana. Tlele si vse zgradila, zdaj greš pa z nule. Ja, grem, zaradi tega, ker je to notranji klic, to je prava pot. In v bistvu na drugi strani, a ne, na eni strani je velik upor, na drugi strani pa tisti ljudje, posamezniki, naša skupnost, ki pač me vsakič znova ganijo zaradi tega, ker v bistvu vidim, da oni razumejo, kdo jaz sem. In čutijo, kaj je v bistvu poslanstvo, ki ga skupaj opravljamo. A ne? In v takih trenutkih vidiš, kdo je tvoj človek, kdo je s tabo v čovnu in bo veslal, ne glede na to, kam se ti odločiš, v katero smer boš ti veslal. A ne? In zame je bila v bistvu ta tranzicija iz slovenščine v angleščino, iz tega, da sem delovala samo na slovenskem trgu, zdaj prehod na globalni trg zelo, zelo težka. In hkrati pa v bistvu še to, da ne dobiš tajega suporta, kot si ga želiš, ampak spet, to je bil moj portal rasti. Ali boš šla, ne glede na to, da dobivaš polena pod noge in napade? Ali boš šla, ne glede na to, da te ljudje zdaj še bolj obsojajo? Ali boš šla? Ja. Zakaj? Zato, ker moja duša hoče iti. Moj bi bil udobno v tem, da rečem, ostanem tukaj. Ampak moja duša je rekla, ne, Tjaša, zdaj pa next level, naslednja časovnica tvojega življenja, pojdi in hodi. In to je spet to, a si žrtev, a si vodja. In sem spet izbrala biti vodja in iti skozi celo to boleče obdobje. Tako da bile so včasih trenutki, so bili trenutki, ko sem si rekla, a bom res še šla naprej, ampak vedno znova sem pa rekla ja.
Zato, ker si toliko v stiku s tem, kaj je tvoj namen, da je to toliko večje od strahu uma. K sreči pa ti na tvoji poti ves čas trdno stoji ob strani tvoja družina, tvoji najbližji ljudje. Kako pomembno ti je to, da imaš ob sebi svoj tribe, kot bi temu rekli? Ja, najbolj. A ne, to, da veš, da imaš v bistvu varno okolje, kjer si lahko cel ti, in to, da vem, da me podpirajo, ne glede na to, kaj izberem za svojo pot. To je pol tista brezpogojna ljubezen, a ne, v kateri se mi zdi, da vsak od nas hrepeni, in sem res hvaležna za tako mojo mami kot očija in Anjo, ne, mojo sestro, in v bistvu tudi najbližje prijatelje. Zato, ker ko dejansko začneš ustvarjati eno tako veliko zgodbo, veliko ljudi želi vstopiti v tvoje osebno polje, in ni vedno čisti namen zadaj, a ne. Se mi zdi, da sem nekako uspela izgraditi okrog sebe tiste moje ljudi, ki so tam z mano, ko imam uspehe, in ki so tam z mano takrat, kadar jokam na tleh kopalnice in se mi zdi, da se svet sesuva, a ne. Ker tudi taki trenutki so. Pa si kdaj doživela, da se je kdo želel spoprijateljiti s teboj samo zaradi tega, ker si ti Tjaša Dorelaj? Ja, velikokrat. Ampak takoj začutiš energijo, a ne. V bistvu ni energija, deliva si drug drugega, ampak je v bistvu bolj energija, kam lahko sam prilezem preko tebe, a ne. To energije same poskrbijo, da taki ljudje odletijo iz tvojega sveta oziroma niti ne dobijo mesta. Jaz sem drugače zelo težko dostopna, a ne. Mislim, enostavno že imam okrog sebe zelo veliko mojih ljudi, poleg tega pa sem tako zaposlena, da nimam niti veliko časa in prostora, da bi jaz nove ljudi spoznavala, a ne. Tako da v bistvu vsak, ki pride v moj krog, se je mogel kar namatrati, da je prišel v moj krog. Lahko iz lastnih izkušenj potrdim. Ne, hecam se. Lepo mi je, ko praviš, da ti podpora tvojih najbližjih toliko pomeni. Hkrati pa je to spet ogledalo tega, kdor si ti kot oseba. Tudi ti si oseba, ki daje neomajno podporo ne samo svojim najbližjim, ampak tudi svoji skupnosti, ki si jo gradila 15 let, ki jo še vedno gradiš. Kako pomembna ti je skupnost, ki te obdaja? A veš, jaz nikoli nisem razmišljala o tem, da bom gradila skupnost. Jaz sem samo delila to, kar je moj dar. In moj dar je jasnost, ki se steka skozi mene. In potem se je samo od sebe zgodilo, da se je okrog tega ustvarila skupnost zavestnih ljudi, ljubečih duš. Sploh se mi zdi z tem, ko smo vzpostavili šolo Oracle Membership, da se je zgradila res, res ljubeča skupnost, in mi je lepo videti to, a ne. V bistvu res težko nekdo, mogoče bo kakšna učiteljica razumela, a ne, ko ima rada svoje učence, ki so ji kot družina. Meni so moderne orakli spletne šole kot moja družina, a ne. Tam si res, sem cela, mislim, saj sem povsod, nikjer ne igram, ampak tam si mogoče še bolj dovolim deliti z njimi aspekte sebe in mojega življenja. Pa ne zaradi tega, ker jih zanimajo trači, verjetno tudi jih, no. Ampak zaradi tega, ker uporabljam svoje življenje velikokrat kot nek primer, da sem jim ogledalo za določene stvari, o katerih govorim in o njih razlagam. Zdaj imam pa jaz vprašanje za tebe. No, daj, povej. A veš, velikokrat ljudje vprašajo, kakšna je pa Tjaša v resnici? In ne samo, da si ti del naše ekipe, ampak si tudi moja dobra prijateljica. Kakšna sem v resnici? Pa zdaj povej ne tako pocukrano, pač povej tako, kakor je. Tjaša je gajstna baba. Ne, ti si res en tak poprček, oseba, ki začini vsako situacijo z svojo neomajno življenjsko energijo, trmo in strastjo do življenja, ki ga živiš, in do tega, da v bistvu
želiš za druge, da tudi živijo to življenje. Se mi zdi, da si tako unikatno darilo svetu, ki ga pač vsi potrebujemo v svojem življenju. Tako da jaz sem zelo hvaležna za to, da sem del te ekipe in seveda najbolj od vsega, za tvoje prijateljstvo, za najino prijateljstvo. Nekaj bo šel dol. Hkrati pa bi rekla to, kar sem že na začetku omenila, tvoja srčnost. Si zelo srčna, čista oseba in a veš, res me ljudje velikokrat vprašajo, kakšna si ti zasebno. In jaz rečem, takšna, kot jo tudi ti vidiš. In v bistvu to je čista resnica. Zaradi tega, ker ti si tako vibracijsko gola v vsaki situaciji, da enostavno ni fejka pri tebi. Pri tebi ni tega, da boš ti nekaj zaigrala. Seveda se postaviš za situacijo, kot si prej omenila na dogodku, pač si šla čez razhod s partnerjem, pa se postaviš, veš, da se moraš postaviti, you show up. Ampak dejansko, ja, si ena taka čista dušica, ki dela svet boljši. Tako da mislim, da govorimo v imenu cele skupnosti, da smo zelo hvaležni, da obstajaš, Tjaša Dorelaj. Zdaj si me čisto zmedla s svojim vprašanjem. To ni bilo v Zdaj si ti na intervjuju. Jaz na intervjuju. Hvala, da si to podelila. Zato sem vprašala, ker velikrat vem, da te to sprašujejo, oziroma moje ljudi sprašujejo, ki vejo, da me poznajo. Jaz res ne znam igrati. Tudi včasih, ki je treba nekakšno presenečenje, je treba malo usta stisniti, pa ne povedati, meni toliko težko, zaradi tega, ker se mi na obrazu vidi, kaj si mislim. Nekaj skriva. Daj mi povej, Tjaša, kako pa, malo so se tega že dotaknili v prejšnjih vprašanjih, ampak kako se soočaš z skeptiki, z dvomljivci, ki dvomijo vate v to, kar ti počneš? Kako to? Najbolj fascinantno je to, da največji skeptiki postanejo največji fani. In vse, kar je potrebno, je to, da si dajo izkušnjo. Spomnim se, da sem enkrat kanalizirala za enega poslovneža in njegova žena ga je pripeljala na individualno kanaliziranje k meni, takrat, ko sem individualno še izvajala. In je rekla, jaz ti zdaj dajem to za darilo, kanaliziranje Tjaša Dorelaj, jaz bom pa v avtu spodaj počakala na parkirišču, da zaključita. In midva se tam usedava in on me reče, z vsem spoštovanjem, to je meni čarule, jaz v to ne verjamem, tako da mogoče bova kar samo počakala 1 uro v tišini, zato ker ne morem iti prej dol, ker me žena v avto čaka. In jaz njemu rečem, poglej, če si že tukaj, daj si izkušnjo, lahko da ti bo vse brez veze, ampak izkoristi priložnost. In on reče, kaj moram pa delati? Sem rekla, nič, jaz se bom povezala s tvojimi osebnimi vodniki, angeli in vse, kar ti imajo za povedati, bodo povedali, če boš imel pa kakšno vprašanje, pa postavi vprašanje. In on tako, in se sedava in vidi on tako robčke na mizici. In on reče, zakaj so pa te robčki? A bom jokal? Pa se rečem, nekateri tudi kakšno solzico potočijo. V glavnem in jaz grem v kanal, se povežem z njegovimi osebnimi angeli, začnem kanalizirati vsa ta sporočila. Sama, ko kanaliziram, ne vem, kaj kanaliziram. V bistvu samo tečejo stvari skozi mene kot v nekem transu. In po 1 uri se šele jaz zavem, da on je v bistvu tiho že 1 uro. In sem si rekla, aj ta človek sploh še tle v prostoru. Glavno mi potem zaključim kanaliziranje, ni postavil nobenega vprašanja, samo pa seveda, angeli vse povedala. In odprem oči in jaz zagledam njega na kavču, polnem uporabljenih robčkov, ganjen, s čeljustjo do tal. In on meni, a si ti mene slučajno pogooglala? Kako si vedela toliko stvari o meni? In je bil čist fasciniran in meni je v bistvu to najbolj všeč, ko vidim, da nekdo dvomi. Ampak ima vseeno pa dovolj tistega prostorčka v sebi, da si pa da izkušnjo. In to se mi zdi, da bi v življenju mogli imeti. Vedno malček prostorčka v sebi, da poskušaš pogledati na drugo stran. Tudi, če ti potem ne bo všeč. Pojdi poskusiti, ker ne moreš vedeti, a je nekaj zate, a ni, dokler si ne daš izkušnje. In on je imel ta pogum in je šel. Mogoče je bil strah pred ženo večji, kot ta pogum pa želja, da bi to doživel. Ampak vseeno. In vidim, da največji skeptiki so v bistvu tisti, ki so na nek način prikriti fani. Na nek način jih malo draži misel o tem, kaj za vraga ta ženska počne, pa ni jim jasno, kako da toliko ljudi temu sledi.
potem, ko pa gredo v to, si dajo izkušnjo, so pa ganjeni. Zakaj? Zato, ker se jih na globih nivojih ta sporočila dotaknejo. In mogoče tudi to, jaz sem zelo prizemljena. Nekako moj način duhovnosti je ta prizemljena, moderna duhovnost, kajti vse ta sporočila, vsa ta jasnost, ki jo delim, je za to življenje tukaj in zdaj. In ni namen, da cele dneve meditiramo nekje v jami. Mislim, lahko to počneš, če je to skladno s teboj. Ampak danes mi potrebujemo orodja, zato da tukaj v tem svetu dobro živimo. In del mojega poslanstva je v bistvu ne samo tem, ki so najbolj duhovno razsvetljeni in odprti, ampak navadnemu, preprostemu človeku, ker vsi smo v bistvu v sebi enaki, v smislu vsak je drugačen, ampak v vsebini smo si enako vredni. Da vsaki osebi pokažem to njegovo moč, mu dam orodja, s katerimi on sam sebi ustvari boljše življenje. In da se nauči dobro živeti tukaj in zdaj. In zame moderna duhovnost je, da v bistvu ti si v jasnosti, v ljubezni z odprtim srcem, v stiku s svojo dušo, ampak voziš avto, ki ga hočeš, imaš dobre odnose z ljudmi, si v obilju, živiš tam, kjer si želiš živeti, imaš zdravo telo, dobro seksaš. Vse. Ker smo tukaj, ta duša je prišla v to življenje, ne 100 let nazaj, tukaj. In to je tisto, kar se mi zdi, da je pomembno, da prizemljimo. In zakaj so skeptiki? Eni si mislijo, da ta se itak zmišljuje, nima pojma, kaj govori, zapre oči pa nekaj blebeta. Potem, ko si dajo izkušnjo, vidijo, da o moj bog, kako ona te stvari, odkje ona to vleče, takrat se jim stvari začnejo potem malo pod vprašaj postavljati. Na drugi strani se mi pa zdi, da me velikokrat ljudje dajo v neko to staro duhovnost, v smislu, to so neke sekte, to ljudi zavajajo, itak jim gre samo za denar, in tako naprej, v neke te. Nažalost, je to tako, da v bistvu se tudi na področju duhovnosti dogajajo zlorabe. Ampak jaz mislim, da ljudje so dovolj dobri v tem, da prepoznajo, kaj je res čisto in kaj ni. Kaj je z njimi vibracijsko skladno in kaj ni. Nekaj čas pokaže. Imaš muhe enodnevnice, ki pridejo pa grejo zaradi tega, ker ne morejo vzdržati nekaj, kar ni resnično. Se pravi, na eni strani že čas naredi svoje, na drugi strani pa v bistvu ljudje, ki v bistvu prepoznajo, kaj z njimi vibrira in kaj z njimi ne vibrira. Sama si se že sedaj dotaknila malce moderne pa stare duhovnosti. Kakšen je tvoj pogled na to, da sedaj stara duhovnost postaja zelo moderna, če se na tak način izrazim, in v bistvu je ogromno nekih starih svetih praks, svetih medicin, psihadelikov, ki so sedaj zelo razširjeni, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini. Kakšen je tvoj pogled na to? Vsaka duhovna praksa ima neko mesto in naredi nek rezultat. Jaz vedno ljudem rečem, sledi temu, kar tebe pokliče. Če je tebe neka praksa poklicala, daj si izkušnjo, ampak ne ostani ujet v škatlico. Mogoče pa obstaja še kaj drugega, kar ti bo pa ponesla še en korak dlje. Torej, na eni strani spoštujem vse prakse, ki obstajajo, zato ker se zavedam, da smo si ljudje različni. Spet nebotičnik zavedanja. Različne stvari potrebujemo. Sama pa v vseh svojih več kot 20 letih, več kot 20 letih že, duhovnih praks, sem poskusila že malo more stvari. In jaz sem zase ugotovila, kaj meni najbolj ustreza. In v bistvu ta kanalizirana jasnost in kanalizirane meditacije so se meni osebno izkazale kot najbolj močne v preskoku zavesti in v dvigu vibracije. Zato je to tisto, kar sama prakticiram. Velikokrat pa ljudje duhovnost uporabljamo kot pobeg. In potem hodiš iz enega festivala na drugi festival, plešeš okrog ognja, piješ sveti kakav, ješ gobice, delaš vse sorte stvari, zato da bi prišel do nekega zavedanja, ampak si ne daš dovolj časa, da te stvari zintegriraš. To je tudi eden od razlogov, zakaj sem odprla spletno šolo Oracle Membership. Zaradi tega, ker vikend delavnice so super, ampak dolgoročno, pa če ti ne zintegriraš znanja, ki si ga ti prejel,
ne bo nekega rezultata. In torej spletna šola OM je mesečni program, kar pomeni vsak mesec nova tema, vsak mesec nova jasnost in ljudje, ki so v šoli, rastejo mesec za mesecem in svojo duhovno prakso razvijajo, poglabljajo in potem po nekaj letih, že po parih mesecih vidijo razliko in izboljšanje življenja. Po nekaj letih je pa to, si ti dobesedno boljša osebnost in boljši človek in bolj duhovno prebujen in bolj kvaliteto življenja si dvigneš. Tako da sama vidim velik problem v teh starih praksah zaradi tega, ker se ljudje tja zatekajo, ker je to edino, kar poznajo. Ko kanaliziram, pa vidim, kaj se dogaja. Določene prakse, ki so bile tisočletja nazaj v uporabi, niso več primerne za modernega človeka, ker mi imamo zavedanje druge, kot so ga imeli včasih. Recimo, ko jaz kanaliziram določene teme, meni duhovno vodstvo preda čisto drugačno jasnost, kot jo je napisano v knjigah izpred 1000 let. In potem mi rečejo, čakaj, zakaj ti rečeš, da ni moške in ženske energije v eni osebi? Seveda je, se to vsi ti spisi pravijo, da je. Ja, te spisi so bili skanalizirani oziroma prenešeni toliko tisočletij nazaj. Takrat je bilo res, da je duša prišla v telo in je igrala se s tema dvema energijama. Danes vse se razvija, tudi dušni svet se razvija. Danes duša v enem življenju doživi toliko, da ne potrebuje dveh energij, s katerimi se igra. Torej, če sem jaz ženska, bom jaz imela v sebi samo žensko energijo, ki pa je tudi odločna, močna, poparča, kot si prej rekla, pa hkrati nežna, igriva, lahkotna. Se pravi, to so dimenzije znotraj ženske energije. In kar vidim, je, da bolj kot kanaliziram, določene zavesti dol potegnem, ki gredo v navzkrižju s tem, kar sveti spisi pravijo. In v bistvu tukaj vidim, da smo ljudje še vedno dosti zataknjeni. Ja, če je pa tam v knjigi tako pisalo, to pa čakaj, razvija se zavest na planetu. Nova civilizacija se zdaj ustvarja, ko gremo iz 3D v 5D. Druge stvari so aktualne. In torej, rekla bi, da je vsaka duhovna praksa, ki te pokliče v tistem trenutku prava zate, da pa bi svetovala ljudem, da zintegrirajo jasnosti, ki pridejo. Ne samo, da bežijo iz ene situacije v drugo, ker na koncu je potem to še ena obsesija. V bistvu je spet neka pobeg, ali pa v bistvu neka odvisnost. Kar se tiče pa psihadelikov, imam pa v bistvu tukaj malo bolj zadržano mnenje o tem. Zakaj? Zaradi tega, ker mislim, da za določene stopnje moraš biti pripravljen. In zdaj je to popularno, da greš na ayahuasko in da se ti odprejo dimenzije in kar naenkrat vidiš vse in si najbolj pameten. Super, da imajo ljudje ta doživetja, ampak naj se na to pripravijo. Naj gredo v taka okolja, kjer je to neka skupina, ki jih pripravi na vse to, kar bo sledilo za tem. Sama sem šla v izkušnjo ayahuaske in ti iskreno povem, bolj zaradi tega, da vidim, zakaj gre, kot zaradi neke moje osebne globoke potrebe po tej izkušnji. A veš, jaz sem v tej branži in jaz moram probati stvari, zato da jaz potem tudi lahko vidim, kaj se dogaja. In kakšna pa je bila izkušnja? Drugače je bila dobra izkušnja. Mene je res odneslo, 8 ur me je vrtelo noter z uvidi in vse, ampak mogoče bi rekla, prinesla mi je pokazati, kako pomembna je vibracijska skladnost. Zato, ker ko greš v situacije, ki s tabo niso skladne, te ne morejo povečati, te ne morejo osrečiti. Ko pa greš v situacije, ki so s tabo skladne, v odnose, v zgodbe, v projekte, bo to vedno ekspanzija. In zame je bila to v bistvu dobra izkušnja zaradi tega, ker jaz že skozi svoj kanal ogromno informacij sidram, ogromno enih stvari doživljam in je bil pač to nek nov način vstopanja v ta svet. Je pa res, da v bistvu skozi te medicine ti prideš do nekega nivoja. In potem ljudje mislijo, Bog pomagi, to je vir, to je vse. Ni. So še višji nivoji za tem. In sama s kanaliziranjem grem v bistvu še višje. In zato nimam neke želje poglabljati svoje izkušnje skozi medicine, ker mi moj način dostopa do informacij nekako mogoče je bolj skladen.
Ampak spet, vsak človek je unikat in mora za sebe prepoznati, kaj je z njim skladno. Nekomu je skladno, da skače okrog ognja, pa pije sveti kakao, pa hodi bos po Ljubljani. V redu, ne? Če je to z njim skladno. Zame to ni top izbira. In v bistvu, kje mene zmoti in kje je moj ego vznemirjen, je to, ker potem mene dajo v ta bazen. A ne? Zdaj pa tle neki skačejo, pa plešajo, pa v haljah okrog hodijo. Jaz se spomnim, kot 12-letna punčka, ko sem hodila na te dogodke in so vsi v haljah okrog hodili, kumare so jedli, ker pač so bili presnojedci, a v bistvu, ko sem jih pa gledala, veš, to so bile iz oči 12-letne punčke, niso imeli zdravih teles, slabo kožo, nizko energijo, niso imeli obilja, niso imeli lepih odnosov in sem si rekla, zakaj? Zakaj? In v bistvu nekaj mora biti več. In takrat sem sama sebi rekla, jaz želim prinašati jasnost ljudem, kako živijo kvalitetna življenja. Ne samo to, da se ti znaš v bistvu dati v neko drogo in tam doživeti ekstazo ljubezni, a si ti zdaj sposoben to ljubezen, ki si jo tam začutil, prizemljiti pa zdaj do svojega očeta, ki te je zlorabil, pa do svojega šefa, ki ti daje nizko plačo, pa do vseh ljudi, ki jim zameraš, a si sposoben živeti to utelešeno ljubezen. In tukaj se potem zatakne, ne? Če se mi bežimo v te, bom rekla, nezintegrirane duhovne prakse. A ne? Kako pa gledaš na vero? Spomnim se, ko si na tečaju kanaliziranja pred leti kanalizirala večerni dogodek in naenkrat, če predno si odprla usta, je postala energija v prostoru taka gosta, ja, taka gosta in potem odpreš usta in drage duše, pozdravljene, tukaj z vami sem jaz, Jezus. Kurjo pot imam, kako... A veš, vedno, ko kanaliziram, moja predanost mojemu poslanstvu je, da ne glede na to, kaj pride skozi kanal, jaz ne bom filtrirala. In tukaj se recimo jaz razlikujem od marsikaterega, ki dela reading. On dobi neko informacijo in potem jo kar svojim umom in svojim egom in svojim mentalom razloži. Jaz sem si rekla, ne, jaz tega ne bom delala. Ali bodo prišle samo čiste informacije skozi mene, ali pa se sploh ne bom tega šla. In zato tudi vsako leto toliko razvijam in sem v zadnjih 15 letih toliko razvijala svoj kanal, ker želim, da ko jaz kanaliziram za osebo, da je to čisto, da tam notri ni mene, moje identitete, Tjaše in vseh mojih zgodbic, ker to ni moje, pač to je za osebo. In takrat smo kanalizirali pač večerni dogodek in v moj kanal skoči Jezus. In on meni reče, zdaj bom pa jaz predal sporočilo. In jaz sem prvič v življenju rekla, ne dovolim. Zato, ker mi je bilo zelo, zelo težko sprejeti, kaj se bo zgodilo za tem. Kako bodo ljudje odreagirali. Ker zdaj pa posegam v področje vere. Tukaj imamo pa mi zelo, zelo močno programiranje, kaj je res in kaj ni res, ne? Ampak on je rekel, ne. Zdaj boš kar lepo povedala, kar imam za povedati. In jaz sem bila ene par sekund v tej dilemi, a čem odpreti usta, zrak se je spremenil, jaz sem čutila, kako se je v celem prostoru spremenila energija. Še malo prej so ljudje malo, če se veš, imaš 150 ljudi na dogodku, vsi nekje ropotajo. Ko je on vstopil v moj kanal, to je nastala čista tišina. Ljudje so čutili, da se bo nekaj zgodilo, da nekaj prihaja. Je nič in potem ni bilo druge. Se reka, a boš zaupala? Odpri usta in povej. Ne? In v bistvu je prišla skozi, še danes vem, kakšno sporočilo je prišlo skozi. Rekel je, a me lahko prosim osvobodite svojih iluzij o meni. Ker Jezus je samo ena od duš, tako kot jaz, ti, oseba, ki zdaj to posluša, ki je imela izkušnjo te zemeljske dimenzije in ki je v tej zemeljski dimenziji delila neko jasnost. On bi danes bil modern influencer, ki bi delil jasnost o tem, kako živeti zavestno življenje. A razumeš? Ja. Ampak v tisti dobi pač je bilo, kakor je bilo, seveda ni bilo Instagrama in tega, ne, je v bistvu bil influencer v živo. In potem se je v bistvu okrog njega zgodila cela fama, cela zgodba in so v bistvu, če smem tako reči,
zlorabili njegovo ime in to, kdo je on res bil, in iz tega naredili pompozno celo zgodbo, ki zdaj služi, pa ne bom rekla veri, ampak cerkvi. To sta dve različne dimenzije. A ne? In da ne bo pomote, jaz sem bila vzgojena v krščanstvu, jaz sem hodila na škofijsko klasično gimnazijo, ne? Jaz sem bila blizu temu. In ne pravim, da je karkoli narobe, pravim pa, da je več kot to, kar Je očem vidno. Očem vidno, tako, in kar se v bistvu govori, da je resnica. In on je preprosto rekel, lej, postavljate me za nekaj večjega, namesto da bi samo vzeli to, kar sem govoril. A ne? In ti si ta moč, ti si ta Bog, ti si to. Ljudje se mi zdi, da še vedno radi dajemo, kot smo se prej pogovarjali, moč ven. A ne? In moč ven bodo že angelčki zrihtali, ne? Sej naročiš, da ti pomagajo situacijo zrihtati, ampak to je tvoja kreacija, a ne? No in ja, to je bila recimo ena taka tema in seveda sem potem, jaz javno res nisem tako delila teh stvari, zaradi tega, ker nisem želela vznemirjati ljudi. Pa še vedno se je zgodilo recimo, da sem potem dobila v pisarno paket z Biblijo, kjer je bil post-it list, ki je označeno, katere dele naj si preberem, zato da bom videla, da govorim neresnice. Zakaj misliš, da so ljudje tako vznemirjeni, ko govoriš o tem? Ja, zaradi tega, ker posežeš v bistvu njihovo identiteto. Ko si ti neki veri pripaden, to tebi osmišlja življenje in to definira, kdo ti si. In zdaj, če boš ti njemu eno kocko iz te Lego kocke ven pomaknil, se bo njemu cel most zamajal. In nočeš. Čakaj, ti govoriš neresnice zaradi tega, ker zdaj ti na kocko postavljaš vse to, kar sem jaz verjel, da je res. In jaz sem popolnoma spoštljiva do vseh verstev, do vseh religij, do vseh praks. Vsak naj zase najde, kaj je zanj resnično. Kar zase vem, je pa to, da resnično je več kot to, kar katerakoli od teh religij misli, da je res. In v bistvu, če te duhovna praksa ali pa neka skupnost, ki slediš, katere del si, podpihuje v strahu, bom jaz vedno ljudem rekla, pojdi se stran od tega. Kajti, če te nekdo mora strašiti, da te ohrani, to ni prava vibracija zadaj. Če pa ti nekdo daje ljubezen in sprejemanje in te vidi in prepoznavo in te opolnomoča, ne daje moč vase. Jaz nisem guru, ti si guru za sebe. Tam pa boš nekaj našel. Tako da jaz sem zelo kritična včasih do različnih duhovnih praks v smislu, ko pride do nespoštovanja etike, tam se pri meni konča. A ne? Se pravi, danes marsikdo presega v bistvu etiko delovanja kot mogoče zdravilec, energijski terapevt, medij. To se ne sme početi, a ne? V bistvu do zlorab ne sme prihajati. In jaz sem v bistvu zelo stroga tukaj na tem mestu. Se pravi, če nekdo pride k meni in mi reče, jaz sem pa zdaj iz tvoje energije začutil, da ti rabiš to pa to pa to. Zame je konec. Ker ti si s tem pokazal, da si totalno spoštljiv, zaradi tega, ker sama kot medij, velikokrat se ljudje ustrašijo, pa rečejo, Tjaša, potem ti vse veš, kaj jaz mislim. A ti lahko angelčke za mene vprašaš, pa kar mi poveš naprej. Ne, nikoli. Zakaj? Zaradi tega, ker če ti meni ne daš dovoljenja in ti mene ne prosiš, da jaz to za tebe vprašam, meni v življenju ne bo na kraj pameti padlo, da bom jaz k tebi prišla pa ti rekla, veš Nina, jaz pa zdaj čutim, da tam leti pa tvoji angelčki to pa to sporočajo. Zato, ker to je popolno nespoštovanje tebe kot suverene osebnosti. Če boš ti želela, boš dala dovoljenje in boš prosila. Zato vsi ti terapevti, ki kar berejo iz polja in vstopajo v tvoje energijsko polje in ti rečejo, jaz sem pa zdaj začutil. Zame je tam konc. Si pokazal, da nimaš osnovne integritete zdravilca ali pa medija, terapevta, zaradi tega, ker tudi v naši branži so določene, je morala, je etika. A ne? In to, da recimo jaz pridem k terapevtu in potem mi razlaga, kaj je oseba pred mano njemu govorila, sem že zunaj. A ne? In mislim, da bi tukaj ljudje mogli biti v bistvu tudi bolj strogi. Komu ti zaupaš sebe in samo poglej,
kako ta oseba deluje. Kaj je zadaj? To je ta duhovni ego zadaj. Jaz se spomnim, da sem bila enkrat povabljena kot govorka na en dogodek in smo sedeli z organizatorji na večerji pred tem dogodkom in tam smo bili vsi, ki smo naslednji dan tam nastopali. In en moški me je takole gledal čez mizo čez in sem ga videla, kako hoče vstopati v moje polje. In sem si mislila, ne. Jaz sem zaprla svojo energijo in se ga ni šans, da boš ti vstopil v moje polje. Zakaj? Zaradi tega, ker je to neetično in jaz ti tega dovoljenja nisem dala. In naslednji dan je on meni rekel, veš, sem te probal prebrati, pa te nisem mogel. Sem rekla, seveda ne. In v bistvu ljudje moramo se zavedati tega, da do zlorab ne sme prihajati. Do zlorab pa prihaja, ko mi to dopustimo. Tudi sama sem bila zlorabljena. Sem bila v Egiptu in sem šla na masažo, energijska masaža in na koncu je ta človek mi pihal na bradavičke, dajva temu tako reči, ne? In se me dotikal na neprimernih mestih. S tem, da ko se je ta masaža začela, sem jaz mislila, to je pač taka vrsta masaže. In potem na neki točki mi je bilo tako, čakaj malo, Tjaša, tudi če je to taka vrsta masaže, ta človek te pravkar se dotika tam, kjer se ti ne želiš biti dotaknjena. In sem ustala in sem sredi masaže tekla ven. In v bistvu do zlorab prihaja zaradi tega, ker v bistvu nismo v svoji moči in ker dajemo moč ven, bo on mene ozdravil, bo on meni to naredil. Ne. A se ti dobro počutiš? A je to vibracijsko skladno s tabo? In moč je vedno v tebi. Ja, tu si zdaj povedala skrivnost tega, oziroma odkritost tega, da si pač res dober zdravilec, medij ali karkoli duhovnega, kar počneš. Mislim, jaz sem kanalizirala za zelo veliko znanih Slovencev. Meni niti na kraj pameti ne pade, da bom jaz razkrila, za koga sem kanalizirala, pa to so ljudje na položajih. Zakaj? Zato, ker na koncu to je človek. Ko sem enkrat kanalizirala za enega zelo, zelo bogatega človeka, milijonarja, pa si bodo ljudje mislili, da ta ima vse. Kaj bo on sploh še želel? On je spraševal o tem, kako naj ženo osreči. In v bistvu hočem to povedati, da so stvari, ki ostanejo v polju tvojega dela in na koncu dneva smo pa vsi samo krvavi pod kožo. Ne glede na to, koliko denarja imaš, kako vplivan, viden si. To so navadni ljudje, tako kot jaz. In ti, in vsak, ki to gleda. Prej si že omenjala ta duhovni ego, ki je zelo razvit in zelo močno prisoten v vseh porah duhovnosti. Hkrati pa v bistvu ravno zaradi tega duhovnega ega in tega, da je moderno, da si duhoven, že vsak, ki zapre oči in se malce umiri, reče, da kanalizira. Ampak temu ni tako. Ne. V bistvu mi imamo več telesa, ne? Fizično, čustveno, mentalno, energijsko. Potem so pa še višja telesa in to je astral, celestial in telo manifestacije. In zdaj, tudi v teh višjih telesih so dimenzije. Marsikdo misli, da če bo zaprl oči, pa se malo umiril, da bo to, kar bo prejel, že iz kanala. Ne bo. To je intuicija, to je iz energijskega polja. Se pravi, ti pobereš informacije, ki se nahajajo v tvojem polju. Da bi ti lahko v bistvu šel više, v stik s svojo dušo, z višjim jazom, moraš ti se že toliko natrenirati, da si ti sposoben dati možgane v teta stanje, da ti sploh stopiš v astral, kjer so dimenzije duše, kjer je v bistvu tudi duše umrlih so tam, a ne. Sama osebno ne uživam toliko v povezovanju s temi dušami, tako da jaz ga še en štuk više. Ampak pač medij, ki se pogovarja z umrlimi, gre do astrala, a ne. In že zato, da ti priješ iz intuicije in iz te neke pretočnosti, da lahko prebereš kakšno energijo, do tega, da si ti povezan s svojo dušo ali pa z dušami umrlih, je že velik, bom rekla, step up, korak naprej. Da pa ti res kanaliziraš iz celestiala, kjer je pa v bistvu ta balon zavesti, kjer so vse informacije, je pa še toliko više potrebno iti. Toliko globje se je potrebno odriniti. Tukaj pa ni samo dovolj, da grejo možgani v teta stanje, pa da si ti sproščen, pa umirjen, pa da imaš odprto srce. Tukaj pa v bistvu tudi vstopna energija, tehnika, dejansko cela druga avtocesta, ki te bo pripeljala do tja. In jaz vedno rečem mojim tečajnikom na tečaju kanaliziranja Celestial Inspiration. Intuicija je eno, višji jaz je eno, duše umrlih so eno, ampak kanaliziranje je pa
next step je pa še više in to je dobesedno druga cesta, na katero se postaviš zato, da do tja prideš. In v bistvu, ja, tukaj mene majčkeno zmoti, ker vsak zdaj že zapre oči pa kanalizira, pa si rečem, poglej, vsak bo nekomu nekaj dal, vsak ima nekaj, kar ima za ponuditi. Zdaj, a je to kanaliziranje? Ni, ampak mogoče on niti še ne ve, da ne kanalizira. Ko si ti v 1. razredu, ti ne veš, kako rešiti račun pri matematiki v 8. razredu. Ker je to vse, kar znaš. In jaz mislim, da ljudje ne zavajajo, oni samo mislijo, da so dosegali ta nivo. In v bistvu, ko bodo pa imeli izkušnjo višjih dimenzij, bodo pa rekli, wow, obstaja še več. In enako velja zame. Tudi sama sem v 15 letih razvijala svoj kanal do te mere, da mi je vsakič znova izjemno, koliko je še to dimenzij. Pa tudi ne odprejo se ti dimenzije, dokler ti nisi duhovno dovolj odprt, čist, dokler ljubezen ni tista, ki te nese. Če te nese ego, prideš mogoče do 3. stopničke in tam se ustavi. In ko se ti res odpreš in ko ti res integriraš to jasnost in si v bistvu v ponižnosti, v dobroti, v čistosti, takrat se ti pa odprejo dimenzije, ki presegajo to. In v bistvu izkušnje psihadelikov niso kanaliziranje. Uživanje svetega kakava ni kanaliziranje. Redno meditiranje ni kanaliziranje. Prebiranje iz kart ni kanaliziranje. To je v bistvu različne dimenzije, ki vsaka zase je čudovita, ampak to ni kanaliziranje iz celestiala. In v bistvu zato sem tako strastna v tem, ker vem, kaj ti dimenzija kanaliziranja iz celestiala prinese, da pač si rečem, super za vse te prakse, vsaka te na nek način odpre, ampak ko vidim moje tečajnike, ko enkrat pridajo do celestiala in se jim odpre vse, pač ko si v kanalu in prideš do celestiala, vse se ti odpre. Najprej se zaljubiš vase, ker kar naenkrat ugotoviš, kdo ti resnično si. Ta ljubezen, ki je tam, ta čistost, ta dobrota, ljudje nočejo dol, nočejo priti nazaj, ker je to lepo. In potem, ko prideš do informacij, ki so jasno za tvoje življenje, za življenje ljudi okrog tebe, dobesedno lahko vprašaš vse, zakaj imamo, toliko krvnih skupin na planetu, kot jih imamo. Pač vse lahko vprašaš. Kako je vesolje sestavljeno? Vse lahko vprašaš. In ko enkrat prideš do tega, ne gre se samo za informacije, gre se za čistost energije in vibracije, ki te tam čaka. In ko enkrat prideš do tja in se začne to zlivati skozi tebe, si rečeš, ok, prej sem bil v vrtcu, ker sem delal vse ostale stvari. Ampak vse te stvari so mogoče lahko priprava, za te dimenzije. In to tehniko kanaliziranja, ki te pripelje skozi vsa telesa, do celestiala, do vira vseh informacij, si ti razvila sama. Ja, zato ker mene nihče ni naučil in sem sama rekla, ok, zdaj, če slišim ta sporočila, najprej sem jih slišala, potem sem jih začela videti, potem sem jih začela vedeti, sem rekla, ok, zdaj pa, če jaz to dobivam, a mi vi lahko pomagate, kako sama sebe naredim tako čist tega medija, da bom lahko prišla do teh stvari. To so meni vse oni povedali, te dimenzije razložili. In sem v bistvu tako razvila tehniko kanaliziranja Celestial Inspiration, ki v bistvu vsakogar, ne samo mene, ko se jo nauči, pripelje do tega celestiala, do univerzalne zavesti, kjer lahko dobiš odgovore na vsa vprašanja. A res čisto vsa vprašanja? Ja. Čisto vsa vprašanja. Potem je samo vprašanje, a si upaš slišati odgovor? A tudi to se zgodi? Ja, jaz kakšne stvari nisem uspela vprašati, zato ker sem bila tako, a sem pripravljena slišati odgovor. Velikokrat ljudje mislijo, ja, zdaj to je pa vedeževanje. Ne gre za to. Ko ti enkrat kanaliziraš in prideš do celestiala, ti dobiš koncepte, ti dobiš jasnost. Potem pa ta jasnost je v tvojih rokah. A boš nekaj iz tega naredil, a ne boš nič iz tega naredil. In potem se ti tvoje življenje transformira in spet je moč v tebi. Tvoja tehnika kanaliziranja Celestial Inspiration v bistvu temelji na tem, da, kakor si rekla, da v bistvu povežeš vsa svoje telesa in z pravilno vstopno namero vstopiš v kanal. Ja. Ali je res, da se lahko kanalizirati nauči vsak, ali je to dano samo nekaterim? Na začetku, ko sem začela kanalizirati, sem vedela, da je to dar, ki sem ga sama odkrila in razvila in sploh nisem razmišljala o tem, ali je to nekaj, kar vsak zmore.
Potem so me pa takrat moji tečajniki oziroma osebe, ki so prihajale na moje druge kanalizirane dogodke, sprovocirale, in so mi rekli: Tjaša, a bi ti meni pokazala, kaj točno ti narediš, da vidim, če jaz to zmorem. Jaz sem rekla: zakaj pa ne? In se spomnim, da sem takrat prišla domov in takratni fant mi je rekel: a si ti zmešana? Ti boš zdaj svojo tehniko delila, da bodo drugi delali isto kot ti, pa ti boš izgubila posel. In meni bo tako: pa kaj? Jaz si želim, da ljudje znajo sami zase priti do te jasnosti. Sama sem itak bila popolnoma obremenjena, ker nisem imela, ko so se osebe pri meni naročile na individualno kanaliziranje, je bila 2-letna čakalna vrsta. Da si pa predstavljaj, nekdo pride za situacijo, ki mu je težka in mu jaz rečem, čez 2 leti boš prišel na vrsto. Pač ne more si s tem pomagati. In zato sem jaz potem na neki točki nehala z individualnim kanaliziranjem in sem rekla: ok, jaz ne morem na ena dati toliko jasnosti, kot bi jo želela. Zato sem začela delati dogodke, za več ljudi naenkrat kanalizirati, ker na koncu dneva nismo tako zelo različni, kot si mi mislimo. Mogoče imaš ti težavo z Petrom, ona ima pa z Matejem, ampak na koncu je pa ista zgodba. In sem si rekla: ok, jaz lahko to, kar prihaja skozi moj kanal, delim skozi dogodke, hkrati pa da bom jaz probala te ljudi naučiti kanalizirati, pa jim bom brez dlake na jeziku povedala tako, kakor je, in jim pokazala pot v kanal. In iskreno jaz sem rekla, nisem prepričana, ali nam bo uspelo, ampak dajmo. In to je bil moj prvi tečaj. 8 oseb je bilo. In vsem tem 8 osebam je uspelo. In so se naučili kanalizirati. In potem se je ta zgodba tečaja v bistvu začela, da vsako leto je prišlo več ljudi na ta tečaj kanaliziranja in čisto vsak, predno pride, ima dvom. A bo meni uspelo, a mi ne bo. Kaj pa, če bom jaz edini? Na koncu pa čisto vsi, ki sledijo mojim navodilom, tukaj moram klicajček postaviti, pridejo do celestiala, je pa potrebno to trenirati. To je tako, kot voziti kolo. Ko enkrat znaš vedno. Ampak se moraš pa najprej naučiti voziti brez koleščkov, zato da spelješ. In zame je to, da ljudem predam to tehniko in jih naučim kanaliziranja, en tak močen klic. Jaz to res, res rada počnem. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to prihodnost. V 5D dimenziji bomo vsi kanalizirali, ker to je naša naravna sposobnost. Vsi imamo 7 teles, vsi smo povezani s svojim virom, vsi smo duše, ki imamo to sposobnost. Zdaj pa vprašanje samo, ali se boš ti odpravil na to pot razvijanja tega daru, ali se pač ne boš, In na svojih tečajih kanaliziranja si naučila kanalizirati, veš, koliko ljudi? Joj, ne vem, povej. Preko 1000 ljudi. Ja, bi rekla, Ja, preko 1000 ljudi. In uspelo je veliki večini v bistvu. Ja, vsem, ki so sledili, ki so se predali. Ker to je, tečaj kanaliziranja ni samo, ok, zdaj pa nekaj se bom jaz naučil tukaj dihati, pa dvigam tukaj kanal. To je tvoja operacija ega. To moraš ego tako spustiti nekam dol, tja v klet, umakniti vse svoje programe in dejansko se odpreti srce, odpreti dušo, si dati to izkušnjo in to so take transformacije. Jaz sem vedno ganjena, ko ljudje rečejo: Tjaša, jaz svoje življenje delim na preden sem te spoznal, pa potem, ko sem te spoznal. Za tečaj kanaliziranja pa sploh vsi, ki gredo iz tega tečaja, rečejo: nisem isti. Zaradi tega, ker jim je v bistvu ta tečaj pokazal pot navznoter in v ta stik. In ko ti enkrat prideš v to izvorno povezavo, to je naš dom, mi smo od tam, pač nisi več enak, ker vedno veš, da lahko prideš v ta stik. Prav užitek te je poslušati, kako strastno govoriš o tečaju kanaliziranja Celestial Inspiration. Zdaj sem bila že s teboj na kar nekaj tečajih in vedno mi je fascinantno, kako imaš tam pred sabo 100, 200, 300, 400 ljudi in potem osebe kanalizirajo, gredo v kanal, ti na vajah hodiš takole okoli, malo priprte oči in ti kar veš, kje v kanalu so ljudje. Kako je to mogoče? Sploh ti ne znam razložiti. Mislim, da je to ena stvar, ki sem jo razvila v tem procesu učenja kanaliziranja. Enostavno, ko ljudem pokažem, kako vstopijo v kanal, se meni odpre slika njihovega polja nad glavo in vidim, kje v kanalu so. A so že prišli preko astrala v celestial, a so še vedno dovolj nizko, a so šli visoko in v bistvu vidim
celo matrico vseh 7 teles in kje v kanalu se oseba nahaja, pa tudi kakšen kanal ima, ne. Nekateri imajo bolj širokega, pa hitreje pridejo noter, pa takoj dobijo sporočilo, eni se morajo majčkeno bolj namatrati, ker imajo bolj ozkega. In dejansko, ko sem imela na zadnjem tečaju, mislim, da sem imela 350 ljudi pred sabo, sem si rekla, kako bom jaz zdaj to videla. In so mi rekli vodniki, Tjaša, vse boš videla, ti se samo pomiri, drži energijo in ti bomo pokazali. In jaz sem točno videla, kje v kanalu je posameznik in potem sem mu pokazala, ne, kako se dvigne višje oziroma kaj mora narediti, da pride do dimenzije, do katere jih želim pripeljati. Fascinantno. Da mi povej, Tjaša, kakšen pa je en povprečen dan medija? Kakšen je tvoj vsak dan? Ja, vedno se začne z kanalizirano meditacijo, zato da se dejansko postavi energija za dan. A veš, za kakšne dobre? Mandema ena čaša do relaj dobre, a veš. V bistvu te meditacije snemam za sebe, a veš, da imam jaz veliko zbirko meditacij. Že, a ne, tako javno je zelo veliko meditacij v polju, ampak največjih je pa seveda v spletni šoli Oracle Membership. In zame je to, jaz ne ustvarjam te šole samo za ljudi. Jaz to ustvarjam za vse nas, za mene vključno. Kar pomeni, da vsak dan grem v spletno učilnico šole, vzamem meditacijo, ki mi je tisti trenutek mogoče najbolj skladna z mojo situacijo in potem poslušam. Tako da jaz meditiram zjutraj in zvečer. To mi v bistvu pomaga, da dejansko sem v tej postavljenosti, v svojem centru, v visoki energiji. Včasih, ko je pa kakšen težek dan, pa tudi sredi dneva, ne, ko si je treba dvigati energijo, ampak načeloma 2-krat. Tako da moj dan, a ne, velikokrat ljudje mislijo, pa sej, te pa sam meditirajo cele dneve, pa nič pametnega ne naredijo. Včasih tudi meditiramo cele dneve, ampak v bistvu, ko je dan, ki ga namenim kanaliziranju, se v bistvu zjutraj razgibam, imam meditacijo, imam svojo duhovno prakso, ne jem zajtrka, zato da sem čim bolj čista in potem grem v moj studio, ki je v bistvu moja garderobna omara. Tam imam vse te naprave za snemanje, se zaprem notri, dam žaluzije dol, zato da sem v temi, da me ne moti svetloba in se v bistvu potem 2-3 ure, včasih tudi 4, kanaliziram. Pripravljam nove vsebine za spletno šolo, mogoče kanaliziram novo knjigo, kanaliziram nove meditacije. In ta proces je v bistvu zelo osamljen. Vi ste v pisarni, imate delovni dan, projekti tečejo, jaz pa sama zaprta v svoji garderobni omari in si včasih mislim tako, kako bi bilo lepo to deliti. Ampak ne moreš, to je nekaj, kar samo jaz lahko naredim. In potem zatem v bistvu cel dan je namenjen samo temu, da se dobro prizemljim, da grem v naravo, dobro jem, poskrbim za sebe, ker sem v bistvu v vseh teh letih ugotovila, da jaz res veliko kanaliziram. Zato, ker je toliko enih projektov, ki se želijo roditi skozi mene za skupnost, da sem se mogla naučiti ohranjati svojo energijo. In to pomeni, da na dan, ko kanaliziram, recimo 3 ure, jaz tisti dan nič drugega ne morem narediti. Ne morem potem še nekih mailov pisati, pa ne vem, dogodka imeti zvečer, ker je toliko energije, gre v to. Tako da moj dan nekako tako izgleda, da potem, ko cel dopoldne kanaliziram, je popoldne samo prizemljevanje, negovanje mene, polnjenje v bistvu me nazaj z energijo. Si ti v bistvu kot medij ves čas tam nekje visoko nad tlemi, kako pa skrbiš za to, da vseeno polno doživljaš to prizemljeno življenje? Mislim, velikokrat sem v kanalu, ampak je zelo pomembno, da se prizemljim, zato ker moja duša živi tukaj, v tem telesu. Jaz sem Tjaša in jaz nisem v prvi vrsti medij. Jaz se moram naučiti tukaj bivati in sem imela izziv, zato ker kadarkoli lahko vstopaš v kanal, kadarkoli te povleče včasih gor in se ti dogaja stvari. Mislim, jaz tudi po noč dobivam uvide, včasih se mi po mesece in mesece kanal širi in odpira in nisem čista prava, da je v tem tako reči. Ampak ravno zaradi tega skrbim za ta prizemljeni del, telovadba, prav fitness, vaje za moč, narava, s hrano, z v bistvu življenjskimi navadami, spolnost, vse te stvari, ki porivajo dol, da skrbim za ta zemeljski del, zato ker kot drevo, večje kot se korenine, večje so lahko krošnje. In zdaj, če želiš iti visoko, moraš biti tudi dobro prizemljen. Super.
Zdaj pa, Tjaša, jaz mislim, da je prišel čas, da z menoj in skupnostjo deliš eno prav posebno novičko. Ja. Jaz mislim, da bo tale novica razveselila marsikoga v naši skupnosti in zdaj bodo dokazali, kako so dobri v manifestaciji. Sodeč po mailih, ki pokajo po šivih, ravno zaradi tega mislim, da imaš prav. Ja, v bistvu sem se odločila, da bom še enkrat izpeljala tečaj kanaliziranja Celestial Inspiration v slovenščini. To so mokre sanje marsikoga, veselje pa seveda tudi za mene. Bom tako čisto transparentna. 2 leti nazaj je bil moj zadnji tečaj in sem bila prepričana, da je to res zadnji tečaj, zato ker sem usmerila zdaj svojo energijo v tujino in v bistvu vse te projekte, ki potekajo za globalno skupnost. Ko pa sem letos na začetku leta dosegla izgorelost, so se mi pa določene stvari malo drugače postavile. In sem v bistvu spoznala, da želim vstopiti v neko novo obdobje svojega delovanja, kar pomeni, da se bom tudi malce bolj umaknila v ozadje, da ne bom več toliko javno delila in počela vseh stvari tako na veliko, zato ker moja duša rabi nekaj drugega. In sem ugotovila, da je to v bistvu zadnji trenutek, ko še lahko dam ta tečaj ljudem v izkušnjo. In sem se odločila, da to naredimo letos, to jesen. Tako da bomo izpeljali tečaj kanaliziranja 1. stopnjo, oktobra in novembra, in potem 2. stopnjo februarja. In to bo moja zadnja generacija. Sem čustvena okrog tega, zaradi tega, ker tečaj kanaliziranja je moj baby, je moj dojenček. Ampak v bistvu sem dojela, da včasih morajo določeni deli tebe umreti, zato da se lahko nekaj drugega razvije in rodi. In jaz se mi zdi, da sem res veliko dala slovenski skupnosti, tako s kanaliziranimi meditacijami, s kanaliziranji, pa tudi navsezadnje s tečajem kanaliziranja. To, da se je toliko ljudi naučilo kanalizirati, to pomeni, da toliko jasnosti prihaja dol. Ampak čutim, da se ta zgodba zapira. In pa to moj, kako bi človek rekel temu? Poslovilno darilo. Poslovilno darilo. To se malo tako morbidno sliši. Ampak v bistvu je moje darilo slovenski skupnosti, da kdor v srcu čuti ta klic, da se bo odzval, da razvije to svojo sposobnost. Glede na celo svojo pot kot medij, ki si jo že prehodila, je v bistvu en tak popoln krog, ki se tukaj zaključi. V bistvu, a veš, težko je slediti svoji vibracijski skladnosti, ker to pomeni, da moraš imeti jajca, jajčnike tudi na mizo, pa slediti pogumno svojim vizijam. Ampak izbrala sem, da bom na tak način delovala. In zame je tečaj kanaliziranja nekaj najlepšega, kar sem ustvarila in kar lahko dam svetu. In sem se odločila, da ga damo svetu še enkrat.